Pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli v oddaji Jewish World Weekly na i24 News. Sem Emily Francis. Vsak teden se osredotočamo na zgodbe, vprašanja in osebnosti, ki so zanimive za Jude tukaj v Izraelu in po vsej judovski skupnosti po svetu. Začnemo z najpomembnejšimi zgodbami iz judovskega sveta ta teden. Poglejte si. Zvezni sodnik v Bostonu je zavrgel tožbo Trumpove administracije zaradi antisemitizma proti Harvardu, saj vlada ni uspela dokazati stalnih kršitev državljanskih pravic. Sodišče je dogodke označilo kot, citiram, osamljene in občasne, večinoma iz protestov, povezanih z vojno v Gazi v letih 2023-2024. Harvard je tožbo označil za izgovor in povračilni ukrep. Ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da se s tožbo ne strinja in da razmišlja o naslednjih korakih. Paramount Pictures je sporočil, citiram, da ne tolerira predsodkov. Potem, ko je Mark Ruffalo omenil Izrael in obtožil Safra Catz in Larryja Ellisona iz Oracla, da podpirata, citiram, genocid in apartheid v njegovem boju proti Paramountovemu prevzemu Warner Brothers, studio je to označil za korak predaleč in opozoril na nevarnost antisemitističnih stereotipov. Ekipa Ruffala je zavrnila izjavo kot grozljivo in vztrajala, da je ciljal na izraelske voditelje in tehnološke pogodbenike, ne na judovsko ljudstvo. Še več preobratov in zapletov pred novembrskimi umestnimi volitvami. Prejšnji teden je bila Florida pod drobnogledom zaradi državnih predizborov, ki so bili še posebej pomembni, ko gre za vprašanje Izraela. Trije trenutni judovski člani kongresa so si zagotovili svoje položaje, vendar se bodo morali novembra soočiti z izzivalci. Več o tem ima višji ameriški dopisnik iz 24 News Mike Wagenheim. V torek je bil večinoma pozitiven večer za judovsko kongresno delegacijo Floride na njihovih predizborih. Začnemo na demokratski strani. Proizraelski demokrat Jared Moskowitz je kandidiral na novo začrtanem okrožju proti kandidatu, ki ga podpira organizacija Democratic Socialists of America, Oliverju Larkinu, ki ga je podprl priljubljeni antisemite Hasan Piker. Kljub temu, Moskowitz je svojo predizborno tekmo zmagal precej zanesljivo. Zdaj se bo podal v splošne volitve, kjer ga čaka težka bitka proti republikancu v okrožju, ki ga je Donald Trump na zadnjih predsedniških volitvah osvojil precej zlahka. Proizraelska demokratka Debbie Wasserman Schultz je morala kandidirati v povsem novem okrožju zaradi na novo začrtanih meja na Floridi, kjer se je pomerila s skupino afroameriških kandidatov v okrožju, ki ga je približno 3 desetletja zastopal temnopolti kongresnik. Kot so se nekateri bali in drugi veselili, je Wasserman Schultz uspela razdeliti glasove med ostale kandidate in se prav tako uvrstila v splošne volitve. Na republikanski strani se tako imenovani hebrejski naslednik Randy Fine pomeri z neonacistom Danom Bilzerianom v tamkajšnjih predizborih. Dobra novica je, da to sploh ni bila tesna tekma. Fine je gladko zmagal. Zaskrbljujoča novica pa je, da je Bilzerian še vedno prejel 18% glasov. Glasov tam, kljub temu ali pa morda prav zato, ker je neonacist. Medtem pa je v guvernerski tekmi Byron Donalds, ki je bil favorit za zmago na novembrskih volitvah, zlahka zmagal tudi na republikanskih predizborih. Donalds je zelo proizraelski kandidat in pričakuje se, da bo tudi prihodnje leto proizraelski guverner. Iz Bele hiše v Washingtonu poroča Mike Wagenheim, i24 News. Izraelska podjetnica dobesedno pometa z antisemitizmom in utira pot manj prehojeni cesti. Ob vsem antisemitizmu po svetu in državah, ki ciljajo tako na judovske kot na izraelske popotnike, kam je sploh varno iti na počitnice ali osnovni oddih? No, na to vprašanje bo odgovorila mlada podjetnica Shai Yash, ustanoviteljica Safe for Jews. Hvala, da ste z nami. Hvala, da ste me povabili. Torej, v redu, mislim, da je moje prvo vprašanje. Kaj je bilo prej, kura ali jajce? Ste imeli težave s potovanji in ste naleteli na ovire, ali pa ste pustili svojo službo v tehnološkem podjetju, ker vam je bilo dolgčas in ste želeli najti nekaj novega in vas je to našlo? Žasnite. Prva stvar, dal sem odpoved v službi, da bi začel svoje podjetništvo. Nisem imel nobene ideje, kot da sem skočil v neznano. Upal sem, da bom dobil idejo. In potem po 2-3 tednih sem postal pod stresom. Sem si rekel, hej, nimam nobene plače, nimam ničesar, da bi to izpeljal. In rekel sem svoji ženi, moram iti na dopust. Tako sva sedela na kavču v hiši in poskušala iskati kraje, kamor bi lahko potovala. In videla sva ves antisemitizem okoli. Iz tega je prišla ideja, hej, ne moram najti vseh informacij na enem mestu. Torej, ustvarimo Safe for Jews. To je ta ideja. Kakšni so kriteriji? Kakšen je cilj? Pomagati pri načrtovanju počitnic ali pomagati ljudem z orodji, da si sami pomagajo pri tem? Gre za skupnostni projekt. Temelji na poročilih skupnosti, incidentih, pa tudi na podatkih iz novic. Poleg tega so tu še potovalna opozorila izraelske vlade. Vsi ti podatki se zbirajo v enem sistemu.
Pomagajo vam pridobiti več vpogleda v to, kam lahko potujete. Imeli boste splošen pregled na tem, kam lahko potujete in osnovno znanje. To je zame varneje, če grem v tisto smer, namesto da bi šel v drugo smer. In kaj še? Vem, da je to še vedno v fazi izgradnje. Kakšen je splošni cilj? Ali gre dejansko tudi za ponudbo počitniških paketov ali je bolj namenjeno uporabnikom in popotnikom, da sami upravljajo svoje potovanje? Zaenkrat najprej gradimo skupnost. Ko bomo imeli veliko ljudi, vsak dan dobivam na stotine in tisoče uporabnikov. Ko bomo imeli vedno več prometa in več prijav incidentov, bodo ljudje začeli zaupati sistemu in na voljo bodo tudi potovalni paketi, kot ste rekli, za določene lokacije in varno potovanje. Imeli boste popuste, varne hotele, skupnosti in kontaktne osebe, ki vas bodo usmerjale. Hej, to so varnejše lokacije, kamor lahko potujete. Torej, In kako ločite med kraji, ki so resnično nevarni, in tistimi, ki niso najboljši? ja, to je dobro vprašanje. Ena glavnih stvari, ki jih počnem, je, da vzamem veliko informacij, ki jih imate na spletu, iz več kot 60.000 novičarskih virov. Imate tudi vpoglede, ki jih prispeva skupnost in prihajajo v sistem, kjer ljudje poročajo o incidentih, ki so jih dejansko doživeli. In imate izraelsko vlado. Vse to združujem na enem mestu in na to uporabljam določeno logiko, ki vam omogoča, da ocenite, kateri kraj je boljši za vas, oziroma ali je varneje ali bolj nevarno, če greste tja. Zelo zanimivo, no, veliko sreče in upam, da ste na koncu le dobili dopust. Ja. Upam, da nisi samo pomislila na idejo in rekla, v redu, zdaj pa moram na delo. Si šla na dopust na koncu, kaj ne? Ja, mesec dni kasneje, ampak sem šla. Ha. Hvala. Najlepša hvala in veliko sreče, dobra ideja. Hvala, cenim to. Zadnjih 16 let so arheologi iz Univerze v Tel Avivu posvetili svoje delo razkrivanju skrivnosti starodavnega biblijskega utrjenega mesta Azeka. Nažalost je bilo življenje na starodavnem Teli zaradi nenehne negotovosti vojne v zadnjih letih vse prej kot brezskrbno. Henry Kiršner z i24 News se je odpravil v trdnjavo in se pogovarjal z vodji projekta, da bi izvedel, kako jim uspeva nadaljevati delo v teh težkih časih. Pred 3000 leti so starodavne civilizacije uporabljale železne krampove za gradnjo in uničevanje mest ter trdnjav. Danes arheologi, ki delajo globoko v osrčju doline Elah, uporabljajo prav take železne krampove, vendar ne za uničenje mesta, temveč da ga najdejo. Zadnjih 16 let odprava Lot Lotenschlager izkopava na Tele Sultan v osrednjem Izraelu in skuša odkriti eno izmed starodavnih utrdb kraljestva Judeje. Mislim, da je skrivnost Tel Azekaha v njegovi lokaciji. Želim iti na kraj med Judejci in Filistejci, med Judejci in Arabci, Edomci, med Judejo in Izraelom na severu. Torej, to je prava, zelo pomembna meja. To je meja, ki jo je moral vsak, ki je želel priti v stik z Judejci, vsak, ki je želel osvojiti Judejo, prečkati prav na tem mestu. Oded Lipšic je profesor judovske zgodovine v bibličnem obdobju in dekan filozofske fakultete na Univerzi v Tel Avivu. In zadnjih 16 let vodi izkopavanja na Tel Azeki. Azeka je polna presenečenj, zato nas še vedno čakajo številna presenečenja in izjemne najdbe. Še posebej iz železne dobe, ker to trenutno izkopavamo. Vključno z odtisi pečatov in to utežjo beka, ki smo jo pravkar našli. To je res vznemirljiva stvar, ker znova oživlja Biblijo. Prinaša judejsko zgodovino tega najdišča in je zelo razburljivo. In na severnem območju, ko ste videli ta rezervoar, ki se je zrušil, to je še en vidik, se je podzemni del Azeke poln jam. Povsod, kjer pridemo do kamnite podlage, najdemo jame in različne usedline. In ena od stvari, ki jih želimo preveriti v prihodnjih letih, je ves ta podzemni svet. Azekah je globoko zasidran v svetopisemski zgodovini, od Jozuetove knjige do zgodbe o Davidu in Goljatu. In prav te svetopisemske zgodbe so arheologa Frederika Blissa in Arija McAllisterja spodbudile, da sta konec 19. stoletja kot predstavnika palestinskega raziskovalnega sklada prvič izkopavala to najdišče. Razvila sta zelo uničevalno metodo arheologije. Na ta način sta popolnoma uničila najdišče. Maresa je bila uničena, Gezer je bil uničen in legenda pravi, da je bila uničena tudi Azeka. Tako imamo slavno sliko arabskega delavca, ki stoji prav tukaj, obrnjeno proti jugu, nad njim pa je zid. Ker pa so izkopavali le z notranje strani najdišča, tega sploh niso vedeli. Nad menoj je vhod, ki so ga ustvarili Hasmonejci, recimo mislim, da ga je naredil Janez Hirkan okoli leta 140 pred našim štetom. To je lokacija, ki jo izbereš samo za upravo in obrambo.
In ko smo tukaj, je to mesto tudi v Svetem pismu zelo izpostavljeno kot mejna postojanka. Sabine Kleiman je ena od vodij izkopavanj v Azeki in profesorica na Univerzi v Tel Avivu. Prišla je z Odedom iz Ramat Rahela, kjer je bila 3 sezone pomočnica nadzornika izkopavanj. To je velika priložnost, da spoznamo tako najdišče po toliko letih in toliko izkopavanih. Mislim, da je le malo najdišč tako dobro poznanih na tem področju, kjer lahko že ob pogledu na keramiko in nekaj delcih posode iz materiala takoj veš, iz katerega obdobja je. Ja, tega na drugih najdiščih ne moram narediti. Ja. To je velika priložnost. To ni samo lokalni izraelski projekt. Univerza v Tel Avivu si je zadala za nalogo sodelovati s šolami in organizacijami po vsem svetu. Nažalost je bila izkopavalna ekipa v Azeki skupaj z desetinami drugih izkopavanj po Izraelu prisiljena soočiti se z zunanjimi geopolitičnimi silami, ki so povsem izven njihovega nadzora. Od Covida do 7. oktobra in kasnejših vojn s Hamasom, Hezbolahom in Iranom so te nesreče in konflikti pustili izkopavanja v Tel Azeki nekje med mirom in konfliktom. Leta 2025 so bili prisiljeni uporabiti starodavno trdnjavo za njen prvotni namen med alarmom za raketni napad. Zaradi stalnih vojn ima Azeka težave. Ta projekt nadaljujemo z izkopavanji vsako leto, tudi v času vojne, vendar je vse težje sodelovati z skupinami z vsega sveta. Zato tega še ne občutim tako močno razlogov za to, ampak jih bom občutila na dolgi rok. Nismo mogli pridobiti dobrih nepovratnih sredstev iz tujine, za katera se običajno prijavljamo. Denarja je malo. Tukaj na tem območju sta 2 prostovoljca. Še vedno imam toliko vprašanj in to področje želim zaključiti letos. Ja, običajno bi na tem področju delalo 20 prostovoljcev. Kljub vsem preizkušnjam in težavam je izkopavalna ekipa Tel Azekah, podobno kot trdnjava, ki jo odkrivajo, vzdržljiva. Azekah je že danes kraj, kamor prihajajo celi avtobusi šolskih skupin. Do zdaj so prihajali na razgledno točko, poslušali zgodbo o Davidu in nato odšli. Rada bi, da bi nekega dne učenci prišli, tam pa bi bil majhen kiosk, kjer bi si lahko kupili kaj za piti. In moje sanje so, da bi čez približno 4 leta ljudje lahko prišli v Tel Azeko in da bi se lahko sprehodili po vsej citadeli in videli visoke zidove nad seboj, videli notranje strukture, ki so bile v citadeli, ter se sprehajali po ulici, ki jo imamo okoli citadele. In to bo eden izmed biserov arheoloških najdišč v Izraelu. To poletje je izraelski nogometni zvezdnik. Manor Solomon je dosegel pomemben cilj, saj ga je podpisal angleški nogometni klub West Ham. In že je pokazal rezultate na igrišču, saj je zadel na svoji debitantski tekmi proti Burnleyju. Toda skupina navijačev je povzročila precejšen hrup s skandiranjem, v katerem so trdili, da Solomon sovraži Palestino. Tukaj je več informacij od dopisnika E24 News, Joea Browna. Izraelski krilni igralec Manor Solomon je odlično začel svojo kariero pri West Ham Unitedu, saj na svojem debiju prejšnji teden dosegel gol v remiju 2-2 proti Burnleyju. A vendar so bili naslovi povezani bolj s tem, kar se je zgodilo med gledalci, kot pa s tem, kar je Solomon naredil na igrišču. Pesem, ki trdi, da Manor Solomon sovraži Palestino, so prvotno peli navijači Leeds Uniteda, ko je tam igral pred nekaj leti. To so zdaj delili in ostro kritizirali tudi navijači West Hama na spletu. Mnogi menijo, da je to žaljivo do palestinskega naroda in da po nepotrebnem vnaša politiko v nogomet. Medtem pa tisti, ki pojejo to pesem, pravijo, da je v primerjavi s tem, kar običajno slišiš na stadionu, precej blaga in da gre zgolj za šalo. Toda klub West Ham United se je odzval na situacijo in dejal, da je klub seznanjen z žaljivo in razdorujočo pesmijo z antipalestinskim sporočilom, ki jo je pela skupina gostujočih navijačev med našo uvodno tekmo EFL Championshipa v Burnleyju. Zavedamo se, da je petje in navijanje tradicionalen in globoko zakoreninjen del doživetja na dan tekme. Spodbujamo naše navijače, da glasno in ponosno pojejo o svojem nogometnem klubu in igralcih, ki nosijo bordo-modre drese. Vendar nikoli na način, ki bi povzročal razdor ali žalil druge navijače. Glejte, povem vam to kot navijač West Hama. Naša navijaška baza je bila v zadnjem desetletju zelo razdeljena zaradi slabega lastništva in selitve na zelo nepriljubljen stadion. Toda zdaj to poletje, zaradi nekaj okoliščin, se zdi, da je prisoten občutek optimizma. Zakaj bi torej ustvarjali razdor tam, kjer ni potreben? Ne razumite me narobe. Bil sem na številnih tekmah West Hama, kjer sem slišal precej hujše vzklike. Vendar to ne pomeni, da ljudje niso bili užaljeni zaradi tega konkretnega vzklika. In če so bili, zakaj bi vnašali to provokacijo na stadion v času, ko bi morali ostati enotni, še posebej glede na dejstvo, da smo bili v tej sezoni izpadli?
In ja, Solomon se je na spletu soočal z izjemno nepoštenim, antisemitskim in protiizraelskim sovraštvom zaradi svoje narodnosti. Ampak ni bil podpisan zato, ker je Izraelec. Podpisan je bil, ker je dober nogometaš. In kako bi kritikom bolje dokazal, da se motijo, kot s tem, da je zadev že na debiju proti Burnleyju in bil po mojem mnenju na svoji drugi tekmi proti Charltonu najboljši igralec na igrišču. Čeprav to ni veliko povedano, saj so bili vsi na igrišču res slabi. Ampak spomnim se napeva, ki so ga navijači Liverpoola peli Mohamedu Salahu. Če bo zadev še nekajkrat, bom tudi jaz postal musliman. Po mojem mnenju je najboljša PR poteza, ki jo lahko ima Solomon in posredno Izrael ter judovsko ljudstvo, če se osredotočimo na njegovo nogometno igro in njegove pozitivne lastnosti. In če bo še naprej igral tako, kot je do zdaj, si bodo morda nekateri ljudje želeli postati tudi Judje. Velik del odraščanja mladih ameriških judov je odhod na poletni tabor. Zdaj pa poletni tabor uresničuje sanje tudi v Nigeriji, kjer je 100 sinagog, vendar brez rabina, in številni pripadniki ljudstva Igbo, ki se imajo za jude in prakticirajo judovske običaje. Igbo so ena največjih etničnih skupin v državi in verjamejo, da so potomci izgubljenih izraelskih plemen. In to poletje otroci doživljajo pravo taborniško izkušnjo v Camp Sara. In zdaj se nam iz Nigerije, iz Abuje, pridružuje prava trojica zanimivih ljudi. Dobrodošli Debbie Iser, ustanoviteljica Camp Sara ter taborniška svetovalka Edna Edeis Abo in 12-letna taborniška udeleženka Zion Donatus. Hvala vsem, da ste tukaj, sredi tabora. Najlepša hvala, da ste nas povabili v oddajo. To je res razburljivo in to doživljam prek vas, ker so bili moji najljubši poletni dnevi tisti, ko sem sama hodila v poletni tabor. Torej, Debbie, začnimo pri tebi. Kot Američanka vemo, kako pomembni so poletni tabori. Kako si prišla na to res zanimivo idejo? No, v Nigerijo sem prišla leta 2021. Delam za Svetovno banko, zato so me poslali sem in iskala sem skupnost, s katero bi praznovala Hagim. In izvedela sem za to čudovito judovsko skupnost v Abuji. Tukaj so 3 sinagoge in vsaka ima res močno, večgeneracijsko in živahno skupnost. In bila sem, veliko tega mi je bilo znanega, hkrati pa so bile tam čudovite pesmi, ki so imele drugačne melodije. Tako sem vsakič, ko sem se vrnila v ZDA, prišla nazaj s kovčkom Teletotes, Teletotes, molitveniki, kipami, karkoli sem lahko našla. In potem sem začela govoriti skupnosti o tem, kaj bi lahko ponudili, da bi pomagali ohraniti njihovo skupnost, kaj si resnično želijo. In skoraj vsi so rekli, da si res želijo, da bi njihovi otroci imeli dostop do virov in da bi se počutili kot del širše judovske skupnosti. Toliko otrok je edini jud v svoji šoli in res so si želeli, da bi njihovi otroci imeli takšno izkušnjo. In takoj sem pomislila na tabor. Kar na nek način pomeni, veste, da je to nekako dvojna korist. Po eni strani nudi otrokom v taboru odlično izkušnjo, polno zabave in učenja. Ampak to je bil tudi odličen način za razvoj skupine mladinskih voditeljev, ki so postali osebje in ustvarili to verigo mladinskih voditeljev. Tako da se vse skupaj nadaljuje samo od sebe. Wow, to je res izjemno. Torej, Edna, vem, da je to tvoje 4. leto kot voditeljica. Povej nam, kakšna je bila ta izkušnja zate? Kako je to vplivalo na tvoje življenje, ga spremenilo in kot je pravkar rekla, te naučilo več o vodenju in tem, kako biti voditeljica za naslednje generacije? Pozdravljeni, moje ime je Edna. Prihajam iz zvezne države Imo v Nigeriji. Molim pri Gideon Hebrews v Agogi, Abuja, in to je moje 4. leto v taboru. Tabor mi je pomagal postati odgovorna. Dal nam je priložnost za vodenje, naučil nas je, kako biti voditeljice. Dal mi je samozavest. Ko govorim o samozavesti, mislim na to, da imamo 3-dnevno usposabljanje za voditeljice, kjer nas učijo, kako postati odlične voditeljice. Učijo nas, kako poučevati udeleženke tabora, kako biti potrpežljive z njimi. In ko govorim o samozavesti, Mislim, Edna je letos naredila velik korak naprej. Ni več samo taborna voditeljica, ampak je organizirala tudi registracijo udeležencev tabora. In ona je glavna. Od skupine A, kot ji pravimo, torej otrok starih od 8 do 10 let. Wow, res lepo. Rada bi slišala Son, se bomo vrnili k tebi, Edna, ampak Son, to mora biti zate zelo zabavno. Kateri je tvoj najljubši del tabora? Šport, ljudje, hrana, tekmovanje med barvnimi ekipami. Povej nam. V redu, moj najljubši del tabora so dejavnosti, ki jih imamo po kosilu.
Naprimer, sem na šiviljski delavnici, kjer se učim, kako narediti pregrinjalo za halo. In mislila sem, da bi bilo zabavno dodati še kakšno spretnost k učenju. Torej, to je v bistvu ena najboljših izkušenj, ki sem jih imela v svojem otroštvu. Kot otrok. No, in razloži tudi Debbie več o tem, kako to vključuje judovske vrednote in občutek skupnosti, ne samo zavedanje, da so ljudje, ki jim je mar za te mlade, ampak tudi, glede na to, da ni rabina ali organiziranega sistema, kako bi se to lahko obrestovalo tudi na dolgi rok. Seveda, no, lani smo imeli pravzaprav veliko srečo, da se nam je pridružil rabin Gershom Sizomu iz skupnosti Abu Jadaja v Ugandi. Prišel je in preživel 2 tedna z nami kot naš gostujoči rabin. Letos ni mogel priti, vendar je poslal eno od svojih študentk, Ruth Mungono, ki se nam je pridružila in vodi naše ure judaizma. Torej, dan v taboru je zelo podoben ameriškemu poletnemu taborniškemu dnevu. Začnemo skupaj z molitvijo, nato pa se razdelimo v različne starostne skupine, kjer sta dopoldne pred kosilom 2 uri, ena od teh je pouk o judovstvu. In pouk o judovstvu se osredotoča na eno od tem. Tako je letošnja tema judovski življenjski cikel. Lani smo obravnavali judovski koledar. In to so, veste, priložnosti, da izpostavimo oboje. Veste, zakone judovstva, obrede judovstva, pesmi in morda najpomembnejše vrednote ter kaj to pomeni za nas kot skupino. Veliko se poje. Ja. Oprosti, In tudi če- nadaljuj. Ja, ne, in celo nekaj hebrejščine smo se učili. Mislim, da zdaj skoraj vsi otroci poznajo alef, bet. In veš, nekateri so kar napredni. Ja. To je neverjetno. Torej, Edna in Šoban, tudi za vaju, razložita, koliko veste o svoji judovski dediščini. Je to nekaj, kar je prisotno v vašem domu? Ste tudi vi odraščali z judovskimi kulturnimi običaji v družini? Ali pa se večino tega novega učite v taboru, poleg tistega, kar že poznate od doma? V redu, rodila sem se v judovski družini. Moji starši so začeli prakticirati judovstvo pred 5 leti. Takrat so zapustili mesijanski tempelj in prešli v judovstvo. Pred 5 leti so se preselili iz zvezne države Lagos v Nigeriji, v Abujo, Nigerija. In našli so hebrejsko sinagogo Gihon, kjer so spoznali starešine in začeli prakticirati judovstvo. Se sami učiti hebrejščine in sami učiti molitve. Sčasoma so jim ljudi iz tujine začeli pošiljati knjige in začeli so študirati. In leta 2021 je Biden prišel iz ZDA na spreobrnitev. In moj oče in moj starejši brat sta opravila spreobrnitev. In leta 2024 je spet prišel nazaj. In jaz in moje sestre smo opravile vse moje življenje. Zdaj pa hočemo, da naslednje leto prideš v Izrael. Sion, ja. In kaj pa ti, mladi mož? V redu, judinja sem že 2 leti. In razlog za to je, ker se moj oče ni ravno strinjal z Novim testamentom. Zato se je odločil, da ga bo dal na stran in se osredotočil na staro zavezo. Tako je ugotovil, da se vse v stari zavezi ujema z judovstvom. Ko smo se spreobrnili, mi je bilo vse novo. In ko sem prišla v tabor, sem vse veliko bolje razumela. Zdaj imam prijatelje, ki mi pomagajo razumeti judovstvo. Imam Ruth, ki mi pomaga pri projektih in vprašanjih, ki jih ne razumem. Torej je tabor v bistvu kot raj na zemlji. Torej, nasplošno je to res super. Očitno je Camp Sera zelo primeren, to je zelo vključujoč tabor. Debbie, kakšen je tvoj glavni cilj? Ali upaš, da bi to lahko bilo, vzor tudi v drugih skupnostih, ker vemo, da to ni samo Nigerija? Mislim, veliko je skupnosti v različnih afriških državah, ki se identificirajo kot del izgubljenih Izraelovih plemen. Mislim, seveda, prvo leto, ko smo pred 4 leti organizirali tabor, je bilo res poskus. Od takrat smo se veliko naučili in zdaj imamo lepo strukturo, ki deluje. In res smo veseli, da lahko to prinesemo tudi drugim skupnostim. Rabi Gershon iz Ugande je bil resnično zainteresiran za širitev tega in za organizacijo tabora v Ugandi. In osebje, ki smo ga usposobili in ki so bili tukaj vzgojitelji, prihaja iz vseh različnih delov Nigerije. In pravzaprav smo imeli lansko leto en mini Camp Sera v Port Harcourtu in še en mini Camp Sera v zvezni državi Ebony.
Tako da veste, veliko zbiramo sredstva, da lahko ohranjamo tabor, ker to ni posebej premožna skupnost. Ampak dokler imamo sredstva, je povpraševanje zagotovo prisotno in z veseljem bomo to razširili, kolikor bo mogoče. Wow, neverjetno, res je čudovito, kar počnete. In naslednje leto, če bom lahko dobila nekaj dopusta, mogoče pridem pomagati kot voditeljica tabora. Hvala vsem. Hvala. In to je vse za tokratno epizodo Jewish World Weekly. Najlepša hvala, da ste gledali. Seveda lahko obiščete naš YouTube kanal, našo spletno stran ali naše družbene medije, kjer si lahko ogledate to in prejšnje epizode. Sem Emily Francis. Še enkrat hvala za ogled in šalom iz Tel Aviva.